Spoštovani in spoštovane, začenjamo z drugim predavanjem iz serije z naslovom Psihologija stresa, travme in posttravmatske rasti. Danes bi rad zelo natančno, zelo precizno in zelo počasi artikuliral neko posebno izkušnjo, ki je bistvena za razumevanje izrazov, kot so stres, travma in osebnostna rast. Preden nadaljujem, bi rad povzel na kratko to, o čemer smo zadnjič govorili. Začel sem pri Aristotelu in njegovem spisu o duši, in za nas sta pomembna dva izraza. Eden je, da je človek želeči da je vselej želeči ne samo sem in tja, ali pa enkrat ja, drugič pa ne. In drugi izraz, ki ga bomo uporabljali, h kateremu se bomo vračali, je kreativnost. In ko govorimo o kreativnosti, ko mislimo na kreativnost, mislimo na nekaj, kar je nepredvidljivo. Predvidljiva kreativnost je nekaj takega kot leseno železo. Če je nekaj predvideno, če je predvidljivo, potem ni kreativno. To je popolnoma jasno. In potem smo spregovorili o zelo preprosti shemi, ki je za vsakdanje življenje zelo uporabna, če se je seveda resno loti. In danes bomo naredili korak naprej. Ta preprosta shema zajema telesne aktivnosti, različne telesne aktivnosti. V luči kreativnosti so to zelo, zelo različne telesne aktivnosti. Človek je zmožen za najrazličnejše aktivnosti in zadnjič smo spregovorili o evoluciji, se pravi, različna človeška telesa so zmožna za tako različne telesne dejavnosti, da vseh ne moremo niti našteti. Jih je preprosto preveč. Na tem svetu živi zdajle približno 7 milijard in 700 milijonov ljudi, in če bi imeli vpogled, kaj vse njihova telesa zmorejo, bi bili verjetno izjemno presenečeni, ker se ne moremo predstavljati, kaj vse je evolucija doslej že omogočila. Zato smo tudi rekli, da je človek lahko zelo inovativen, ko se loteva telesnih aktivnosti, in da je kreativnost nekaj zelo pomembnega, saj vpliva ne samo na telo, ampak vselej že ipso facto, torej na človekove možgane in kasneje na to, kar imenujemo kognitivni sistemi oziroma formati kognitivnih sistemov, kar pomeni, da že sorazmerno preproste, zlasti nove, drugačne telesne dejavnosti vplivajo na anatomijo možganov in vplivajo na kognitivne sisteme, se pravi, spreminjajo formate kognitivnih sistemov. Zelo preprosta shema, ki pa je, kot rečeno, zelo uporabna, zlasti v luči preprostega vsakdanjega spoznanja, da ljudje veliko telesnih aktivnosti bolj ali manj samo ponavljamo, da se redko kdaj lotimo novih telesnih aktivnosti in da je seveda za telesne dejavnosti potrebno tudi premagovanje določenega napora, in tukaj se lahko zadeva zelo hitro ustavi
kajti včasih se nam preprosto ne ljubi, oziroma smo tudi tako ali drugače nagnjeni k ugodju ali pa po domače lenobi. No, in potem smo zadnjič na kratko si ogledali še 3 slike, 3 klasične podobe, ki bodo za današnji namen zelo, zelo uporabne. Prva podoba je tista, ki prikazuje usodo nesrečnega Ojdipa oziroma ki nam ponazarja Ojdipovo zgodbo in mehanizem, zaradi katerega je Ojdip sploh postal del klasične kulture. Mehanizem je silno preprost. Ojdip ne ve in ne more vedeti za prerokbo, ne more vedeti, kaj ga čaka v prihodnosti. Po domače rečeno, njegova usoda je v nekem radikalnem smislu že določena ob njegovem rojstvu. Ne more vedeti, za nas je to zelo pomembno, ne ve in na noben način ne more vedeti, kar pomeni, da se ne more izogniti svoji usodi. Druga je podoba, še ena klasična podoba, podoba Medeje, in ta podoba ponazarja drugo univerzalno idejo, ki je pomembna za čisto vsako človeško bitje, in to je ideja notranje razcepljenosti. To je ideja, ki nam pove, da se človeku lahko pripeti kaj tako dramatičnega, kot se je Medeji, namreč, da en del njega hoče narediti nekaj, drugi del njega pa tega noče, ne želi. Medeja ne želi ubiti svojih otrok, pa vendar ima v roki bodalo in se bojuje z gesto, zaradi katere bosta umrla njena otroka. Se pravi, ideja notranje nekonsistentnosti, notranje razcepljenosti, ki jo ponazarja vsakdanja izkušnja ljudi. Nekaj bi radi naredili, pa ne moremo. Nekaj si želimo in si hkrati ne želimo. Nekaj bi naredili, pa nas je strah narediti. Vemo, da je nekaj dobro, da bi nekaj naredili, da je dobro za nas, da je koristno za nas, pa ni nujno, da bomo to sploh kdaj naredili. Itd., itd. Vsakdanja izkušnja, ki nam pove, kako prekratki so ponavadi nasveti, ki jih bodisi dajemo sami sebi ali pa nam jih daje kdo drug. Nasveti, kako recimo premagati stres, kako premagati nespečnost, kako premagati tesnobna stanja, kako premagati neobvladovanje jeze oziroma kako se naučiti obvladovati svoja čustva in tako naprej in tako naprej. In tamle zunaj, na medmrežju in tudi sicer med ljudmi, je tako rekoč neskončno nasvetov in idej in ponudb in praks in spoznanj, kako naj bi človek kaj od tega naredil. In ljudje si nenehno izmenjujejo ideje in nasvete in prakse in izkušnje, upajoč, da jim bo vse skupaj pomagalo. Sej kdaj tudi dejansko deluje. Ni res, da nikoli ne deluje. Ampak pogosto pa ima človek natanko to izkušnjo, ki jo ponazarja Medeja. In tretja podoba, pri kateri smo se ustavili, to je podoba starogrškega junaka Akteona, ki prestopi mejo, za katero ve, da je ne bi smel prestopiti. In njegovi someščani in someščanke vedo, da obstaja meja, ki jo ne bi smel prestopiti nihče. V Grčiji je bila to meja med civiliziranim svetom znotraj mestne državice in divjim svetom tam onkraj zidu v temnih gozdovih za zadnjimi polji, ki jih še obdelujejo kmetje in tako dalje. Se pravi, obstaja meja.
obstaja notranja nekonsistentnost človeškega bitja in obstaja nekaj, kar ljudje od nekdaj imenujejo usoda. In verjamejo, da so v mnogočem določeni, da so njihova življenja determinirana in da ne morejo storiti prav ničesar, pa če si še tako želijo. Izkušnja torej, da je mogoče kdaj res tako, da kratko malo ni mogoče ničesar narediti, in da je kdaj tako, da si človek želi, da bi nekaj storil, pa tistega zaradi neznanih razlogov vendarle ne stori oziroma ne naredi. In če nadaljujem, za začetek slavna slika, ki je v bistvu alegorija, predstavlja to, o čemer smo že spregovorili, oziroma predstavlja kar človeško eksistenco, življenje človeških bitij, ki se nenehno spreminjajo, v katerih na ljudi delujejo različne sile, ki nenehno rušijo red, ki bi ga človek rad imel, ki onemogočajo, da bi se človek nečesa lotil in tisto pripeljal do konca in tako naprej. Se pravi, prispodoba sveta, realnosti, eksistence človeških bitij, ki bo za naše nadaljevanje danes izjemno pomembna. No, in dotaknili smo se še enega izraza, o katerem bomo tudi še govorili, to je občutek izpolnjenosti. V luči vsega tega, o čemer sem zdajle spregovoril, je dobro izpostaviti še ta izraz. Ne glede na to, da je človek notranje razcepljen, da je nekonsistenten, da včasih ne obvladuje niti samega sebe, da ne obvladuje v dovolj veliki meri, na primer, svojih čustev, da ne obvladuje samega sebe tako zelo, kot bi se rad imel pod nadzorom in tako dalje, ne glede na to, kako divja je eksistenca, ki jo živimo, kako je dnevu zadosti že njegova lastna teža, kako je življenje naporno že samo po sebi, kaj šele, ko se kaj zakomplicira, ljudje poznamo še en občutek, poznamo še eno izkušnjo. In to je izkušnja notranje izpolnjenosti. Izkušnja, ko pa nam vendarle uspe narediti kaj kreativnega, kaj zares novega, kaj drugačnega. In danes želim spregovoriti o tej izkušnji, kot rečeno, zelo natančno in zelo počasi. Ta izkušnja je namreč ena daleč najpomembnejših izkušenj, kar jih ima lahko človeško bitje. In ker govorimo o psihologiji stresa in travme in osebnostne rasti, najnovejša raziskava, oziroma ena najnovejših raziskav, ta je bila objavljena 2. oktobra, danes so že nove raziskave v tisku. Naj omenim torej samo eno in hkrati povem, zakaj samo eno. Samo eno zato, ker je takih raziskav, kolikor hočete. V resnici jih je kot listja in trave. Zakaj? Zato, ker je za veliko ljudi, za mnogo različnih ljudi na tem svetu ideja in praksa stresa zelo aktualna. Številni ljudje živijo stres, so kronično pod stresom, so travmatizirani in ne vedo, kaj bi lahko naredili, kaj naj spremenijo v svojih življenjih, da se bodo znebili škodljivih in celo uničujočih učinkov zlasti kroničnega stresa. Samo ena, ker pravim, jih je tako veliko, da bi lahko našteval do večera, pa še ne bi nikamor prišli, toliko je raziskav. Ampak vse pravzaprav dokazujejo eno in isto, o tem v nadaljevanju. Ta raziskava je bila pred kratkim objavljena, kot rečeno, na Švedskem so jo naredili, in je še povezave s stresom, depresijo, stresom in občutkom izgube smisla, stresom in samomorilnostjo, stresom in kronično utrujenostjo, stresom in pomanjkanjem občutka zadovoljstva, sreče in tako dalje. Torej, ena od teh. Hkrati je to še ena od raziskav,
ki dokazuje tisto, o čemer sem spregovoril zadnjič in danes čisto na začetku, namreč kako stres spreminja anatomijo naših možganov, kako vpliva na našo biokemijo, na nevrofiziologijo, kaj vse se dogaja v telesu in ni nujno, da človek, ko reče, da je pod stresom, sploh ve, kaj vse se dogaja. Mi ne bomo danes govorili podrobneje o vplivih na nevrotransmiterje, na to, kako se sproščajo hormoni, kaj se dogaja s serotoninom, dopaminom, glutamatom in tako dalje. To nas danes ne bo zanimalo. Danes nas bo zanimalo, oziroma nas zanima nekaj drugega, nekaj, kar je v naslovu današnjega predavanja. Rad bi torej spregovoril o razvoju, o tem, kako se, to velja za veliko večino ljudi, v vsakdanjem življenju počasi razvija to, kar imenujemo kronični stres. Za kronični stres je v resnici treba veliko izkušenj, praviloma veliko let, preden govorimo, da je res človek kronično pod stresom, da je utrujen, da je izčrpan, da je izgorel in tako dalje. Veliko let. In na žalost je naša zavest taka, da veliko let praviloma tega ne opazi. Da človek ne ve, da je pod stresom, ali pa morda intuitivno čuti, da je, ne zna pa povedati čisto natančno, zakaj je, kaj se v njegovem ali njenem življenju dogaja. Kot rečeno, torej, bom v nadaljevanju artikuliral neko izkušnjo. Začnimo z zelo preprostim spoznanjem, ki ni samo spoznanje, do katerega je prišel Sokrat pred 2400 leti, to je tudi spoznanje, ki v današnjem času, zdajle, za vse nas velja še veliko bolj, kot je to veljalo za Sokrata. Živimo namreč v svetu, mi, ki smo zdajle za temi zasloni še zlasti, živimo v razvitem svetu, v katerem se vsak dan bolj ali manj na tak ali drugačen način soočamo s nekim paradoksom, ki ga imenujemo paradoks preobilja. V naših življenjih je mnogo takih zadev, ki se kopičijo in ustvarjajo ta paradoks. Ustvarjajo paradoks preobilja, ki pomeni, da je nečesa kratko malo preveč. Da je nečesa tako veliko, da nam v resnici škodi. Seveda je stres eden od teh elementov. Torej, gotovo je smiselno k naši pripovedi o psihologiji stresa pritegniti izraz oziroma koncept paradoks preobilja. In če samo malo pomislite, se boste z mano strinjali, vsak dan z vseh koncev vas nagovarjajo mediji, vas nagovarjajo reklame, vas nagovarjajo oglasi, vas nagovarjajo PR-ovci in številni drugi, da bi imeli nečesa še več, da bi še več kupili, da bi še več porabili in tako dalje in tako dalje. Torej, za nas bo pomemben izraz paradoks preobilja. Zdaj pa začnimo počasi artikulirati izkušnjo, ki sem jo že napovedal. Izkušnja je tale. Recimo, da se nekega dne človek odloči, da bo poiskal kakšnega dobrega psihoanalitika. Morda se je odločal že nekaj let, morda je na to idejo prišel šele včeraj. Pomembno je, da se odloči. Če to izkušnjo, v resnici je izkušnja, ni samo odločitev, je izkušnja. Če jo zamrznemo in če razmislimo, kakšna je ta izkušnja, pridemo do zelo, zelo zanimivih spoznanj. Prvič, človek bi lahko tudi rekel samemu sebi, da ne potrebuje nobenega psihoanalitika, da za Freuda še slišati noče,
da mu gre Lacan, o katerem bom spregovoril na koncu današnjega predavanja, na živce. Lahko bi. No, ampak ta konkretni človek ni storil ničesar od tega. Vprašanje, zakaj se je odločil, da poišče psihoanalitika? Čemu? Najverjetneje o psihoanalizi ne ve prav dosti. Morda ve nekaj malega, morda se je pozanimal pri Wikipediji, ampak najverjetneje ne ve kaj prav dosti. Pa vendarle se je odločil. Zakaj? Moj prvi odgovor je zaradi nekega preobilja. Še natančneje, zaradi paradoksa preobilja, zaradi katerega trpi. Nečesa je v njegovem ali njenem življenju preveč. Česa? Prvi odgovor seveda je nelagodja, lahko rečemo stresa, trpljenja, problemov, težav, kaj takega. Meni je vseeno, kateri izraz uporabimo, zagotovo pa je nečesa preveč. Nečesa, česar sam več ne obvladuje. Najverjetneje tudi ne razume, ne ve, zakaj je nečesa preveč. Ali še bolj podrobno, v življenju takega človeka, ki se je odločil, da poišče dobrega psihoanalitika, se nekaj nenehno ponavlja. Morda ne vsak dan, zato pa vedno znova. Nekaj se ponavlja in generira paradoks preobilja. Ali drugače, zaradi tega, ker se nekaj vedno znova ponovi, je nečesa vse več in to mu zagotovo ni v korist. Človek ima določene težave in tega ponavljanja se ne zna znebiti. Ne ve, kako naj prekine ponavljanje. Slišal je že za začarani krog, ampak ne ve, kako iz njega. Preprosto ne ve. Lahko se še zadržimo pri tej izkušnji in rečemo tole. Do določene mere je seveda takoj pri roki množica nasvetov, kaj naj ta človek naredi, da se bo tega paradoksa preobilja znebil, da bo ustavil začarani krog, da bo izstopil iz njega. Nesporno je tako. Ljudje iščejo pri drugih ljudeh nasvete. Berejo priročnike in druge knjige in poskušajo najti čarobni napitek. Poskušajo najti tisto silver bullet, kot se reče, srebrno, zlato, okroglo ali kakšno že, ki bi jo uporabili, da bi se ta začarani krog magično prekinil. Ljudje znajo zato veliko povedati o disciplini, o vajah, o čuječnosti, o meditaciji, o telesnih vajah, o ne vem kakšnih vajah, o avtogenem treningu, o čemerkoli hočete, kar naj bi pomagalo. In kot rečeno, saj včasih dejansko pomaga. Največkrat pa ne. Zakaj ne? Ta človek ne ve. On vam samo zna povedati, da je poskusil že cel kup stvari, pa zelišča, pa naravne napitke, pa ne vem, kje je že vse bil. Ampak začarani krog se noče prekiniti. Kot bi bil, kar že ime pove, začaran. In v nekem smislu dejansko je začaran. Okej. Hkrati je njegova izkušnja, še vedno imamo to zamrznjeno. Odločil se je, da poišče psihoanalitika. Namenoma govorimo o psihoanalitiku, seveda v nadaljevanju bo postalo jasno, zakaj.
Ta človek vam zna povedati tudi zelo veliko o svoji osebnostni, duhovni strukturi, o svojem jazu, o tem, da ima voljo, da hoče znati, da bere knjige, da se trudi, da si prizadeva, da je discipliniran in tako dalje. Vse to zna povedati. Vsak človek zna to povedati. In spet, ni nujno, da vse to deluje. Torej, vidimo, da ima človek na razpolago arzenal idej, mnenj, nasvetov, izkušenj, preverjenih praks, priročnikov, knjig in tako dalje. Stres, govorimo o njem, pa še vedno vztraja. Kaj se dogaja? Kako je to možno? Da bi to razumeli, moramo uporabiti nove koncepte. Sicer bomo še sami začeli stopicati na mestu in se vrteti v krogih. Potrebujemo nove koncepte. In danes bom uporabil zlasti enega, ampak do tja bomo še prišli. Še vedno imamo pred seboj človeka, ki se je odločil, da poišče dobrega psihoanalitika. Ta človek morda ne ve, da se je v tem trenutku v njegovem življenju že nekaj dramatičnega zgodilo. Sam bi sicer rekel, da se ni zgodilo še prav nič, vendar ni čisto res. Ljudje smo namreč bistveno simbolna bitja. In verjetno se boste tudi vi strinjali, da je zelo težko v svojem življenju sprejeti tako odločitev, kot je ta, o kateri govorim. Ljudje z lahkoto sprejmemo odločitve, ne vem, kdaj bomo šli v trgovino, kam bomo šli recimo na morje, katero srajco bomo kupili, nekatere odločitve zahtevajo malo več časa, malo več razmišljanja, pa vendar se lahko sorazmerno zlahka odločimo. In ljudje vedo, da je nenadoma bistveno težje, ko naj bi se, ali pa ko bi se bilo dobro odločiti za kaj takega, o čemer govorimo danes. Ne za nekaj, kar je zunaj nas. Za nov avto, za novo srajco, kako bomo uredili vrt, kjer drevo bomo posadili spomladi, ampak za nekaj, kar je povezano z našo notranjostjo, kar se nanaša na nas same, na naše telo, na naš jaz, na naš ego, na našo osebnost, na našo duhovnost, se ni pomembno, na naše čustva in tako dalje. Neprimerno lažje se je odločiti za nov avto, kot pa se odločiti za to, da bi se človek naučil recimo obvladovati svoje čustva, zlasti jezo. Neprimerno težje. Zakaj je to tako težko? Zakaj se v enem primeru odločamo sorazmerno zlahka, v drugem pa zelo težko ali pa pogosto sploh ne? Celo takrat ne, ko bi si želeli, ko vemo, da bi bilo to za nas koristno in tako dalje. Kaj se dogaja znotraj nas samih? Zdaj, pojdimo naprej in recimo, da se je ta človek odločil, da bo na primer jutri odšel k dobremu psihoanalitiku. Njegovo izkušnjo lahko ponazorimo s tole podobo. Ta podoba je v resnici ikonična. To je podoba, s katero bi lahko pospremili tako rekoč vsako razmišljanje o življenju posameznikov danes v letu 2020 na tem svetu. Zelo pomembna ikona je to, zelo pomembna podoba, kajti pred sabo vidimo enega samega človeka, ki poskuša potiskati navzgor velikansko kroglo. To je prispodoba za naša vsakdanja življenja. Eni to sicer počnejo zlahka, drugi stežka, eni sploh ne morejo,
ni pomembno zdajle. Pomembno je, da imamo to podobo pred seboj. Živimo namreč v izrazito individualiziranih kulturah. Živimo v kulturi, v kateri se z različnih koncev vedno znova na nas naslavljajo na primer drugi ljudje in od nas nekaj pričakujejo. Mi smo dnevno bombardirani s pričakovanji drugih. Kaj naj bi naredili, kaj je treba narediti, kaj bi morali narediti, ali pa tudi z lastnimi pričakovanji. Mi se nenehno nalagamo bremena, češ, da moramo še to narediti in ono narediti in tretje narediti in večno nam zmanjkuje časa in večno je še toliko stvari, ki bi jih morali narediti, pa jih ne moremo, ali pa ni več dovolj časa, ali pa smo utrujeni, ali pa jih prelagamo na kasnejši čas. To je prispodoba naših vsakdanjih življenj. To je prispodoba, ki velja za velikansko večino ljudi. Kajti človek, ki ni podoben temu na sliki, zelo hitro tvega, da bo veljal za lenega, premalo storilnega, neučinkovitega, da bo postal v očeh drugih zajedalec, da se mu bo očitalo, da premalo dela, itd., itd., itd. Seveda ni težko ugotoviti, da smo s to podobo že globoko zakorakali v svet, v katerem je veliko stresa, tako rekoč neizogibnega. Veliko stresa je neizogibnega in ljudje se spontano trudimo, da bi počeli to, kar je na tej sliki, ampak hkrati je treba kupiti tudi to, kar pride v paketu, in to je občutek bremen, občutek obremenjenosti, občutek teže, občutek stresa. Seveda, če je zadeva zelo preprosta in nam uspe riniti tole skalo navzgor, se lahko potolažimo in rečemo, saj nam kar gre, ampak življenje je veliko bolj zapleteno. Velikokrat se zgodi, da ta skala zdrsne nazaj, da klecnemo, da nimamo več energije, da smo utrujeni, da bi radi počivali, pa ne smemo in gremo prek svojih moči in tako dalje in tako dalje in tako dalje. Cel kup stvari se lahko zaplete in pogosto tudi se. Spomnite se one podobe, ko Medeja drži v roki svoja otroka in v drugi roki bodalo. Človek je notranje razcepljen po svoji naravi. Ni res, da eni so, eni pa ne. Ni res, da Medeja je, drugi pa nismo. Vsak človek je, o tem bomo tudi še govorili, notranje razcepljen in bi rad počival, pa hkrati ve, da ne sme. Rad bi si vdahnil, pa se boji, da ga bodo imeli za lenega in tako dalje. Rad bi zmanjšal breme, pa ima občutek, da ne sme, zato ker poleg individualizma je kultura, v kateri živimo, tudi kultura tekmovalnosti. Človek ne tekmuje samo z drugimi, ampak tudi sam s seboj in tako dalje in tako dalje. Torej, stresa je že na tej začetni ravni, kolikor hočete. In seveda že najbrž slutimo, kako poceni in prekratki so nasveti, ne toliko, odpoči si malo, majčkeno prekini, odloži delo in tako dalje. Mi spontano vemo, da bi to radi naredili, ampak da si tega ne smemo privoščiti. Seveda, če smo potopljeni v kulturo individualizma in tekmovalnosti, potem smo siljeni. Natanko tak človek, kot je tale na tej sliki. Ampak to je šele začetek. Človek, kot je na tej sliki, je še nekaj drugega, je tudi tole. Občutek ima, kot da živi sam na svojem planetu. Preprosto, to je podoba, ki ponazarja našo vsakdanjo medsebojno odtujenost. Človek ima tudi občutek, ne samo, da je utrujen, ne samo, da je pod stresom, ampak tudi, da je sam, da ga ne razumejo ljudje, ki so okrog njega.
ali pa ima občutek, o katerem vedno znova govorim na svojih predavanjih, občutek, ki ga artikulirajo ljudje, ko pridejo k psihoanalitiku. Praviloma je prvi stavek, ki ga izrečejo, ko pridejo: nikogar nimam, da bi se lahko z njim zares pogovoril o pomembnih, ključnih temah mojega življenja. Vedno znova je tako. In ljudje imajo po drugi strani prijateljev, kolikor hočete, zlasti v virtualnih svetovih, na tisoče, nekaterih imajo na 100 tisoče, ampak pridejo se pogovarjati, na primer, k dobremu analitiku. Seveda ni naključje, da se pridejo pogovarjati ravno k analitiku, in ni naključje, da se je psihoanaliza rodila z enim izrazom, ki ga je uporabila pacientka, ni bila Freudova pacientka, bila je Breuerjeva, in to je ANAO. Izraz je seveda talking cure. Ni naključje, da pridejo ravno k psihoanalitiku. Psihoanaliza namreč je a talking cure. Psihoanaliza je zdravljenje z besedami. Psihoanaliza ni psihoterapija, psihoanaliza ni psihologija, psihoanaliza ni psihiatrija, psihoanaliza je zdravljenje z besedami. Torej, ni naključje, kot rečeno, da se je človek odločil, da bo odšel k psihoanalitiku, tudi če morda ne ve čisto natančno, za koga ali pa za kaj se je odločil. Odločil se je za besedovanje, za pogovarjanje. Zdaj, na tej točki bi rad opozoril še na nekaj, kar je sicer že očitno. Iz mojih ust ne pridejo nasveti, kako premagati stres, kaj narediti in tako dalje in tako dalje. To sem že prej nakazal. Tega je tako ali tako med ljudmi neskončno veliko. Obstaja paradoks preobilja. Jaz počnem nekaj drugega. Ljudje se pridejo k meni pogovarjati. In če se zdaj še enkrat vrnem k tisti začetni odločitvi, ko se človek odloči za kaj takega, in seveda, ko se odloči za pogovarjanje, morda že sluti, da se bo pri analitiku ali z njim, še bolje, pogovarjal o temah, o katerih se v vsakdanjem življenju ne pogovarja. Bodisi zato, ker nima dobrega sogovorca, bodisi zato, ker ga ljudje preprosto niso pripravljeni poslušati, bodisi zato, ker se sam boji pogovarjati o teh temah. Obstajajo teme v naših življenjih, ki se jim vedno znova izognemo, ki jih vedno znova potiskamo proč, za katere vedno znova skušamo sami sebe prepričati, da niso tako pomembne, ali pa da bomo morda o njih govorili kdaj kasneje. No, psihoanalitik reče, ravno nasprotno je res. Že zdavnaj bi se bilo treba o njih pogovarjati. Ali po domače, če bi analitika pacient vprašal, kaj se bo dogajalo in tako dalje, bi analitik odgovoril najprej, priti bi morali že zdavnaj prej. Ali kje ste bili toliko časa? Zakaj niste prišli že mnogo let prej? In to je zdaj že dober uvod v bistvo, v jedro današnje teme današnjega predavanja. Kako se vse ta stres začne? Kot rečeno, najmanj, kar moramo vedeti, je, ni se začel včeraj, tudi ne prejšnji mesec. Začel se je že zdavnaj. Iz vidika razvojne psihologije, in danes bomo govorili iz tega zornega kota, se je stres začel že zdavnaj, zelo zdavnaj. Pravzaprav se je začel že kmalu po otrokovem rojstvu, praviloma, največkrat, pogosto. In zdaj bomo razpakirali, kaj se dogaja tako pogosto že
tako rekoč od rojstva naprej, pri nekaterih otrocih v bistvu že v maternici. Nekateri otroci so pod stresom že, ker je mama pod stresom, nekateri so pod stresom že v maternici, ker se pač materin stres prek placente prenaša na otroka. Torej bi celo lahko rekli, zakaj so nekateri otroci pod stresom že skoraj od spočetja. Gremo torej čisto na začetek. Kako se je vse skupaj začelo oziroma kako se začenja. Najprej še ena slikca, še ena prispodoba za razumevanje kulture, v kateri se vse to, kar bom zdaj govoril, dogaja. Dejansko bi lahko ponazorili stres tudi takole. Lahko bi bila tudi zlata kletka, v tem primeru pač tak simbolična hišica. Lahko bi bila tudi zlata kletka, v kateri smo bolj ali manj ujeti, zaprti v vsakdanje rutine oziroma v to, kar sem že prej izpostavil, ponavljanje istega. Nekaj se v naših življenjih vedno znova ponovi. In za nadaljevanje še ena zelo preprosta slikca, ki jo čisto vsakdo pozna. Vsakdo lahko prepozna pri sebi, v svoji duševnosti, v svojem simbolnem svetu tole izkušnjo, ko si reče, jaz imam nečesa preprosto dovolj, ali pa jaz ne zmorem več, ali pa tako naprej več ne gre, ali pa kaj podobnega. Verjetno ima tako izkušnjo vsak človek. In verjetno nima samo ene. Čisto mogoče je, da se taka izkušnja ponovi vedno znova. In ta slika je izjemno dober simbol za razumevanje tega, o čemer govorim v nadaljevanju. Če se postavite v vlogo majhnega otroka, če vam spomin seže tako daleč nazaj, se morda spomnite kakšne izkušnje, ki jo bom zdaj poskušal opisati. To je izkušnja, ki je sam začetek vsega tega, o čemer tukaj govorimo. Govorimo o psihologiji stresa in travme. Ko govorimo o travmi, ne mislimo toliko na zdravorazumsko, klišejsko predstavo, ki jo imajo številni ljudje, kaj naj bi travma bila. Ne govorim o tem, da so otroka tepli, da je bil zlorabljen, da so ga zmerjali, da so se norčevali iz njega. Tudi to se seveda dogaja. Ampak govorim o nečem, kar je pogostejše in je pravzaprav bolj razdiralno in travmatično kot to, kar sem naštel. Zato, ker se ponavlja vedno znova. Torej, ko govorimo o stresu in ko govorimo o travmi, govorimo predvsem o nečem, kar se vedno znova ponovi. In to, kar se vedno znova ponovi, največkrat nima nobenih zunanjih atributov, šokantnih, groznih, destruktivnih dejanj. Nima. Zadnjič smo lahko slišali po televiziji, tukaj blizu nas, tamle gor v hribih, je mladenič ubil sestro, mamo in očeta, potem pa še sebe. Tle gor na Jančah. In seveda, ko so vprašali bližnje sosede, so vsi po vrsti povedali to, kar smo lahko že vnaprej vedeli, da bodo povedali. Mirna družina, nobenega pretepanja, vpitja, nobenih konfliktov. Verjamem, ampak kljub temu so 4 ljudje mrtvi.
o čem govorimo, kaj se dogaja, kako je to možno. Ker seveda, jaz nisem ciničen, tudi če imajo sosedje absolutno prav, in mogoče res imajo, ne? Še vedno velja, da se je v tisti družini nekaj ponavljalo leta in leta in leta. Ne vemo natančno, kaj. Ne vemo, ker nismo bili zraven. Nimamo izjav iz prve roke. Ampak vemo pa, da se je nekaj ponavljalo. Ker drugače se preprosto ne da pojasniti, da je nekdo iz čiste sreče in veselja pobil lastno družino, pa še sebe. Torej, ko govorimo o travmi in ko govorimo o stresu, govorimo najprej o nečem, kar se nenehno ponavlja. In zdaj smo čisto na začetku, imamo pred seboj otroka, ravno kar se je rodil, v srečno družino seveda, mamo in očeta in mogoče še kakšnega sorojenca, pa še recimo psa. Podoba lepe, idilične družine. Super. Zelo verjetno pa bo imel ta otrok že kmalu tole izkušnjo. Zdaj pa, da bi razumeli to izkušnjo, ki je čisto na začetku, naj še enkrat izpostavim. Če rečem, da smo ljudje bistveno simbolna bitja, spomnite se nazaj na uvod v Aristotelov spis o duši. Če rečem, da smo simbolna bitja, kaj v osnovi najprej to pomeni? To pomeni dve zadevi. Ena je, da vsak človek zaznava svet nekoliko drugače kot drugi ljudje. Ni pomembno, kako majhna je razlika, dejstvo je, da dva človeka ne morata, ker nimata popolnoma enakih možganov, zaznavati sveta na popolnoma enake načine. Druga zadeva, pomembnejša. Vsak človek kot simbolno bitje pripisuje temu, kar vidi, temu, kar zazna, temu, kar se dogaja, pomen. Ljudje pripisujemo pomene. Vse lepo in prav. Zdaj se pa začne kalvarija. Namreč, ljudje kot simbolna bitja, to, kar se nam dogaja, prenašamo drugim ljudem. Zato se nenehno želimo z njimi pogovarjati. Nenehno želimo slišati, kaj drugi ljudje mislijo o tem, kar se nam dogaja. To je zlasti pomembno zdaj v teh časih pandemije, ko smo prisiljeni zmanjševati število takih interakcij. In seveda, ljudje imajo prav in znanost to potrjuje, da bo in že je, psihološko vzeto škoda pandemije v smislu psihične poškodovanosti ljudi bo izjemno velika. Seveda, gospodarska škoda je velika, veliko ljudi je umrlo in nažalost bodo še umrli, psihološko pa bo škoda za nekatere nepopravljiva. Torej, kot simbolna bitja potrebujemo drugega. Potrebujemo besede drugih ljudi. In tukaj se, kot rečeno, zelo hitro zatakne. Kajti, da bi se med seboj sporazumeli, se moramo pogovarjati in vsak udeleženec pogovorov pričakuje, da se bodo drugi udeleženci z njim strinjali. Ljudje zelo težko prenašamo, če se kdo z nami ne strinja. Rečemo sicer že, da zlahka prenašamo, ampak v resnici pa ni tako.
Ni tako, to zlahka preverimo, ko priključimo ljudi na aparate, ker aparati ne lažejo, medtem ko človekova zavest seveda zelo hitro popači dejstva. Vidimo, kako hitro so ljudje pod stresom, ko se že čisto preprosti ravni med seboj ne strinjajo v nečem. Ker pa smo pravzaprav vedno znova prisiljeni, da se pogovarjamo, da bi se sporazumeli, vedno znova tvegamo, da nas drugi ali ne bodo razumeli, ne bodo hoteli razumeti, se ne bodo z nami strinjali in tako dalje. In koncept, ki ga potrebujemo na tej začetni ravni, se imenuje krutost arbitrarnosti. Krutost arbitrarnosti, ki jo v glavnem najtežje prenašajo otroci. Mlajši, ko so, bolj je zanje stresna krutost arbitrarnosti. Kaj je krutost arbitrarnosti? Krutost arbitrarnosti je tole. Svet okrog nas nima nobenega inherentnega pomena. Vesolje nima nobenega pomena. Kroženje Lune okrog Zemlje nima nobenega smisla. Luna zgolj kroži po fizikalnih zakonih, ki jih fiziki poznajo. Vesolje nima nobenega smisla in pomena. Ljudje smo tisti, ki kot simbolna bitja pripisujemo pomen dogodkom, idejam, spoznanjem, izkušnjam, čustvom, sebi, drugim besedam in tako dalje, tako dalje. Seveda je to pripisovanje do določene mere arbitrarno. Zdaj se spet vrnemo v položaj tega otroka. Otrok bistveno drugače zaznava svet kot njegovi starši. Logično. Toliko mlajši je, ima take možgane, še ni dovolj razvit in tako dalje in tako dalje. Ampak otrok vseeno želi, da ga starši potrjujejo, da se z njim strinjajo, da ga nagrajujejo in tako dalje in tako dalje. Krutost arbitrarnosti je pomembna zlasti za otroke in sicer takrat, ko doživljajo, da jim skušajo odrasli ljudje nekaj vsiliti. Se pravi, ko otrok doživi, da je njegov način zaznavanja sveta, njegov način razumevanja, njegov način doživljanja in tako dalje za starše problematičen. Da mu starši na nek način sporočajo, da ne vidijo dovolj dobro, da ne vidijo ustrezno, da bi morali svoje mnenje spremeniti in razlage, da so še majhni in tako dalje in tako dalje. Ker seveda objektivno vzeto lahko tudi celo drži, ampak starši pogosto spregledajo, da so sami v enakem položaju, če se pogovarjajo z drugimi starši. Namreč enako lahko doživijo krutost arbitrarnosti. Ljudje znajo biti, ne da bi hoteli seveda, zelo kruti, ker spontano težijo k temu, da bi drug drugemu vsilili svoj način razumevanja, doživljanja, govorjenja in tako dalje. Ljudje so pogosto, zelo pogosto nezadovoljni drug z drugim. Številni ljudje se vedno znova pritožujejo nad drugimi ljudmi, da so čudni, in praviloma so za ljudi vedno čudni drugi ljudje. Zelo težko se je torej ne samo sporazumeti, ne gre toliko za sporazumevanje, ker določene razlike bodo vedno obstajale in ne bo šlo drugače, Gre za nekaj drugega. Gre za potrjevanje, ne za hvaljenje, koliko si dober, koliko si to. To ni isto kot potrjevanje. Ko govorim o potrjevanju, mislim na čist ontološki status besede potrditi drugega v njegovi oziroma njeni edinstvenosti in neponovljivosti. In to je težko narediti. Nisem rekel, da ni mogoče, je pa težko. In tukaj se začne razvijati stres. In psihoanaliza to potrjuje. Ljudje v analitičnem procesu
veliko časa porabijo za pripovedovanje o tem, kako niso bili razumljeni, kako jih niso poslušali, kako jih niso upoštevali, kako so jim vzbujali občutke manjvrednosti in neadekvatnosti in nikoli niso bili dovolj dobri in tako dalje. Kdor je bil kdaj v analizi, ve, da je natanko tako. Ni naključje, vse to je pričakovano, kajti krutost arbitrarnosti simbolnega življenja se začne tako rekoč z življenjem. In manj ko starši vedo o tem, kako se razvija tak stres, slabše je. Ker so spontano prepričani, da oni vedno bolje vedo kot otroci, da bolje čutijo, da bolje doživljajo, da so njihove izkušnje več vredne in tako naprej in tako naprej. Kar je morda do določene mere celo res, absolutno vzeto pa nikoli ni res. Arbitrarnost pripisovanja pomena sveta velja za vsakogar, se pravi, je univerzalna. Če vzamete katerekoli dva človeka in ju pustite v sobi, da se pogovarjata o čemarkoli, boste ugotovili, da ne glede na to, kako dolgo se pogovarjata, bodo še vedno obstajale razlike ali pa se bodo celo povečevale. Zato se nekateri ljudje ne zmorejo razumno pogovarjati 3 minute, ker postanejo anksiozni, postanejo nestrpni, ker čutijo, da drugi pač razmišlja drugače kot oni. Torej, ontološko vzeto, temeljna eksistencialna izkušnja človeškega bitja, je težko najti dobrega sogovorca, ne zato, ker je težko najti nekoga, ki se bo strinjal, ampak zato, ker je težko najti ljudi, ki nas razumejo, ki nas potrjujejo v naši neponovljivosti, celo tedaj, ko se ne strinjajo z našo arbitrarnostjo. Tem je bistvena razlika. Eno je idiosinkratičnost, eno je neponovljivost eksistence in vrednosti človeškega bitja, drugo je pa arbitrarnost, seveda ljudje smo zmotljivi in tako dalje in tako dalje. To sta dve različni zadevi. Stres je v tem smislu, v temelju, potem se samo še kopiči, povezan z občutki neadekvatnosti, manjvrednosti, neustreznosti, z občutki osamljenosti, odtujenosti, samotnosti in tako dalje. In take izkušnje, ko se počasi potem kopičijo in kopičijo in kopičijo, privedejo do ene druge izkušnje, ki je tale, ki jo ponazarja tale slika. To je izkušnja, kot da bi človek tonil v brezno, kot da se utaplja, kot da obstaja črnina, kot da izgublja tla pod nogami, kot da se mu meša, kot da ne ve čisto dobro, a je 3x3 še 9, ali morda od včeraj naprej ni več. Človek izgublja en občutek zanesljivosti, samozavesti in samovrednotenja. Začenja postavljati pod vprašaj, kot se reče, lastno substanco. Najprej drugi ljudje dvomijo v nas, potem pa še sami začnemo dvomiti vase, češ, najverjetneje imajo prav. Saj tudi pregovor pravi, da ima večina vedno prav, kar je seveda čista neumnost. Večina se lahko tudi komplet moti o nečem. Ampak ljudje tako verjamajo, da ima večina vedno prav. Torej, to je prva začetna osnovna izkušnja. Zdaj pa nadaljujemo. Nadaljujem tako, da se sklicujem na nekatere izvrstne ideje iz tele knjige, ki jo vidite na zaslonu. Torej, če sem zdaj rekel, da imamo pred seboj otroka, ki se je ravnokar rodil in pokazal na nekaj elementarnih koordinat, kako ga starši zelo hitro izpostavljajo stresu, je seveda logično nadaljevanje to, kar je v naslovu te knjige. Naslov te knjige je izjemno pomemben, iz več razlogov. Prvič,
Spomnite se une skale, ki jo rine ta posameznik, človek, navkreber. Ljudje v individualistični kulturi, kulturi tekmovanja, v kateri mi živimo, še zlasti, spontano pripisujejo izvir problemov, ki jih ima posameznik, njemu samemu. Ljudje spontano verjamejo, da je na nek način človek sam odgovoren za vse to, kar recimo zajema beseda stres. Zato mu tudi dajejo komplementarne nasvete. Ti kot posameznik nekaj naredi, ne vem, delaj vaje, ukvarjaj se z jogo. Ključ za rešitev tvojih problemov je v tvojih rokah. Kar velja do določene mere, v glavnem pa ne. Zakaj ne? Prvi odgovor je naslov te knjige. Zato, ker se vse skupaj sploh ni začelo s tabo. Ni se začelo s teboj. Človek ne bi, če bi bilo samo od njega odvisno, niti približno samega sebe spravil v toliko stresa, kot naprimer ga doživlja. Do določene mere bi sicer bi se, ampak ne pa toliko. Torej, ni se začelo s teboj. Drugič, ne samo, da se ni začelo s teboj. Obstajajo sodobne raziskave, ki dokazujejo to, kar je v naslovu tega mojega zapisa, in to je čustvena dediščina. Čustvena dediščina, ki jo ljudje prenašajo na svojih plečih, lahko sega generacije za nazaj. Včasih je izjemno razsvetljeno spoznavati s pomočjo drugega človeka, kako se taka čustvena dediščina prenaša iz matere na hčerko, pa potem iz hčerke na vnukinjo in še naprej. Ali pa iz očeta na sina in iz sina na, torej iz dedka na vnuka in tako dalje. Iz generacije v generacijo, spomnite se še enkrat, danes sem v temelj, v jedro našega razpravljanja postavil zelo preprost začarani krog. Nekaj se vedno znova ponavlja. Kaj torej vedno znova, oziroma kaj nekaj? Kaj to pomeni? To so lahko načini čustvovanja, ki se prenašajo iz matere na, recimo, hčerko, pa potem na vnukinjo. Načini čustvovanja, načini soočanja s problemi. Otrok seveda opazuje svoje starše, kako se soočajo s problemi, kako jih rešujejo. A vpijajo drug na drugega, ali so mirni takrat, ali se razumno obnašajo, ali se ob tla mečejo, ali histeričen napad dobijo, ali živčen zlom, ali kaj že. Saj ni neumen, ne? Otrok vse to beleži in do določene mere seveda je verjetno, da ko se bo sam znašel v podobnih situacijah, da bo njegov prvi odziv zelo podoben odzivu ali pa odzivom njegovih ali pa njenih staršev. In seveda potem, ko bo ta otrok imel svoje otroke, se to lahko prenaša naprej. Skratka, sodobne raziskave potrjujejo, da je takega prenašanja zlasti čustvenih dediščin bistveno več, kot smo mislili doslej. Ko smo verjeli, da se pač določene stvari zgodijo v življenju enega otroka ali pa enega človeka in da je do določene mere seveda on sam za to odgovoren in da tudi on sam lahko nekaj naredi, da bo ta začarani krog prekinil. Na žalost ni vselej tako preprosto. Včasih se generacije ljudi obnašajo v določenih segmentih seveda, na podobne načine prenašajo podobne načine razmišljanja, podobne ideje, ne vem, religiozna prepričanja in tako dalje in tako dalje. Torej, lahko mirne duše zapišemo, kar tudi dokazuje tale knjiga, da je čustvena dediščina in ne samo čustvena, do določene mere že tudi vgrajena v genom. Da se socialne, čustvene, vedenjske izkušnje
zapisujejo v genske strukture in da se prenašajo prek generacij, torej prek genoma. Zlasti pa seveda velja, da se dediščina zapisuje v vsakdanji jezik. Se pravi, ko se starši pogovarjajo s svojimi otroki, otroci sprejemajo njihove besede, način, kako tvorijo stavke, skratka njihov besednjak in tako dalje. Ne samo, da imajo dediščino vgrajeno že do določene mere, seveda v svoj genom, veliko več dediščine starši prenesajo na svoje otroke skozi jezik, skozi govorico, ki je seveda hkrati govorica, torej v obliki stavkov in telesna govorica. In ljudje velikokrat rečejo, ja, otroci zelo dobro zaznavajo, kaj vse jim starši sporočajo. Ja, na žalost. Tisto, kar je dobro, je seveda dobro, kar pa je iz reda krutosti, arbitrarnosti, pa seveda otroke samo poškoduje, jih pohablja. In čez dolgo časa se zna zgoditi, da imamo pred seboj kronično, torej duševno razvalino. Zlasti zato, ker, če povzamem, kot sem že prej nakazal, otroci se zelo težko upirajo prenašanju dediščine. Prvič so premajhni, drugič so fizično seveda odvisni in ekonomsko odvisni od svojih staršev, tvegajo seveda, da jih kaznujejo in tako dalje, in tako dalje. In pa tudi zato se težko upirajo, ker se otrokom, zlasti prek tega, o čemer danes govorim, se pravi krutosti, arbitrarnosti, nalagajo občutki krivde. Otrok ima zato lahko zelo močne občutke krivde, da je njegov idiosinkratični način razumevanja sveta, čustvovanja, doživljanja, izkušanja, da je problematičen. Da je problematičen, imajo zaradi tega, ker tako mislijo, ker tako doživljajo, ker otrok seveda ne more vplivati na to, kako doživlja svet, pa kako čustvuje, pa kako razmišlja, sploh pa dobiva velik del te dediščine od svojih staršev, ima občutek, kot da je zaradi tega kriv. Kot da je njegov način razumevanja sveta premalo vreden ali pa sploh nič vreden, da je njegovo čustvovanje problematično, ker ne čustvuje tako, kot bi recimo starši radi, pa sploh ne ve, kaj bi starši radi, ali pa ima občutek, da se obnaša približno tako kot starši, ampak da starši znajo biti tudi zelo arbitrarni, pri sebi ne vidijo, kot se reče, kako piše v Bibliji, bruna v svojem očesu ne vidijo, trsko v očesu svojih otrok pa vidijo. In potem se znašajo nad njimi in jih krivijo in težijo in moralizirajo in pridigajo in gor in dol, da ne rečem še kaj hujšega. In otrok ima vse močnejše občutke krivde, da je z njim nekaj narobe, da ne zna tega, da ne zna dovolj dobro, da ni v redu, ker je to tako naredil, ker je drugače naredil, ker ima take čustva, ker ima take občutke, ker ima tako imaginacijo in tako dalje. In ko vse skupaj zapakiramo, se pravi krutost arbitrarnosti, občutki krivde, manj vrednosti in tako dalje, govorimo o travmatiziranosti otroka. Pa ga ni nobeden udaril, noben ga ni zlorabljal, noben ga ni spolno nadlegoval. Pa že govorimo o travmatiziranosti. In velik del travmatičnosti ljudi je iz tega registra. Malo ljudi je, hvala Bogu, ki so fizično zlorabljeni, pretepeni, ki imajo starše za alkoholike in tako dalje, tako dalje. Hvala Bogu. Ampak to nas ne sme zaslepiti, ko mislimo, ja, saj nič travmatičnega se ni zgodilo, pa je pa vse v redu. Ne, če imate pred sabo dober koncept travmatičnosti, ki je ta, ki sem ga zdaj izrisal. Gremo še majčkeno naprej. Čisto malo. To bomo imeli za drugič, to pravzaprav zdaj samo nakažem, ker bomo šli potem k koncu današnjega razmisleka in bi spregovoril o tem, kar sem že obljubil, pokazal vam bom en Lacanov graf. Tole za naslednjič
bi samo nakazal. To je še ena izvrstna knjiga, ki sem jo prebral pred časom, ki govori pa o posttravmatski kulturi. Danes, kot rečeno, nas to ne bo toliko zanimalo kasneje, ker govorimo o psihologiji stresa, travme in posttravmatske rasti. K sreči, ne obstaja tudi posttravmatska rast, ne obstaja samo travmatiziranost ljudi. Posttravmatska kultura je tisti del naših vsakdanjih življenj, ki ponazarja tole. Vrnimo se k človeku, ki se je odločil, da končno stopi k dobremu psihoanalitiku. Rekel sem, da se je že nekaj zgodilo. Začel se je namreč proces zdravljenja. Človek tega še ne ve, ampak s svojo odločitvijo, da bo to storil, je simbolno vzeto to dejansko tudi že zares storil. To je performativ. Njegova odločitev je performativna. Verjetno razumete, kako zelo preprosto to zna biti oziroma kako zelo travmatično je to lahko. Namreč, dokler se človek zares ne odloči, se dogaja kaj? Da samemu sebi vedno znova obljubi, da bo nekaj naredil, pa pol na to pozabi. Zdajle se bliža tale čas, december, neki veseli, in bodo ljudje si obljubljali drug drugemu in želeli po novem letu, bomo tretje, večina od tega se ne bo nikoli zgodila. Se pravi, ta odločitev, ta način še ni performativen. Obstaja pa odločitev, ki je performativna. To je tista odločitev, ko nekje v drobovju začutimo, zdaj gre pa zares. Zdaj pa zares to nameravam narediti. Performativ nam pove, da je pravzaprav to, kar namerava narediti, v resnici že naredil. Simbolno vzeto, ljudje smo simbolna bitja, se je že premaknil v svojem simbolnem svetu, se je že premaknil nekam drugam. Tega še ne ve, vendar se je to že zgodilo. In zdaj spremljajmo tega človeka naprej. Pride k dobremu psihoanalitiku. Psihoanaliza, smo rekli, je talking cure, je zdravljenje z besedo. Kaj se bo najprej zgodilo pri psihoanalitiku? Psihoanalitik ga bo povabil k besedovanju. Psihoanalitik ga bo povabil k govorjenju, kot tega človeka še nihče nikoli ni povabil. Saj veste, gre za tisti znameniti Freudov, povejte mi čisto vse, karkoli vam pride na misel. V vsakdanjem življenju ni nikoli tako. Celo nasprotno, v vsakdanjem življenju ima veliko ljudi izkušnjo, da pravzaprav sploh do besede ne pride. Ali pa da ne more povedati vsega tistega, kar bi rad povedal, čeprav itak selekcionira ogromno. Mi večine stvari, ki se nam dogajajo, ne povemo drugim, ker smo lepo vzgojeni in ne želimo nikogar vznemirjati in obremenjevati in tako naprej. Zdaj pa pride nekdo k analitiku in analitik reče, tukaj pa lahko poveš vse, kar ti pride na misel. Potem je res radikalna novost Freudove psihoanalize. Gre za razliko. Ni pomembno zdajle, kaj vse to pomeni, kar reče pacientu Freud. Pomembno je, da to reče. In ta človek, ki se je odločil in je prišel do psihoanalitika, ima naenkrat občutek, in ta občutek ga ne vara, da ga je človek, drugi človek, psihoanalitik, dejansko pripravljen poslušati še in še in še, kolikor bo pač treba. To je za pacienta popolnoma nova izkušnja. Ok, ampak to parkiramo za naslednjič. Zdaj bi pa, ker imamo še nekaj časa, vam pokazal, tega že dolgo časa nisem naredil, že kar veliko let, da bi pokazal kakšen Lacanov graf in ga tudi na kratko komentiral. Ta graf je preveč kompleksen, zato bi porabili en semester, mi imamo pa na razpolago 10 minut. Ampak eno stvar pa vseeno lahko povem oziroma nakažem.
Tukaj na desni vidite tretjo stopnjo grafa želje in čisto desno spodaj vidite dolarski znak. To je prečrtani S. V psihoanalizi je to simbol za subjekt. Danes komentiram zgolj to črko. Subjekt. Zakaj vpeljujem subjekt, teorijo subjekta v naše govorjenje o stresu, o travmi in tako dalje in tako dalje? Zaradi tega. Pred mnogimi leti je Louis Althusser prišel oziroma zastavil si je izjemno dobro, produktivno vprašanje, ki vodi k rojevanju teorije subjekta. Vprašanje je bilo tole. Vprašanje je bilo sicer že v zraku dolgo časa, zlasti po drugi svetovni vojni, ko so se številni ljudje, seveda zelo upravičeno spraševali, kako je mogoče, da se je, na primer, v Nemčiji razvil nacizem, da je prišel Hitler na oblast, da se je zgodilo vse, kar se je. Holokaust. Kako je to mogoče? Bilo resno vprašanje. In Althusser je eden od tistih filozofov, ki si zastavi tudi enako vprašanje. Torej, kako je mogoče, da se ljudje kot razumna, racionalna bitja odzovejo drugim ljudem, tudi takrat, ko jim je to v škodo. Teorija racionalnega agensa, človeka kot jaza, kot racionalnega bitja, nam pravi, da smo ljudje racionalna bitja in da se ne odzovamo, da se ne odzivamo na neracionalnosti in neumnosti drugih ljudi. Izkušnja kaže, da to kratko malo ni res. Torej moramo to pojasniti. Kako je mogoče, pravi Althusser, da se kaj takega zgodi? Odgovor je subjekt. Kaj je subjekt? Kaj je ta dolarski znak in zakaj je za nas tako zelo pomemben? Subjekt je zmožnost človeškega bitja, da vstopi v simbolni prostor. Ni pomembno, kateri simbolni prostor to je. A je to simbolni prostor, ki ga zastopajo za otroka njegovi starši, a so to simbolni prostori, ki jih zastopajo za učence njihovi učitelji, a so to simbolni prostori, ki jih zastopajo za, ne vem, volivce, strankarski voditelji, za delavce njihovi šefi. Ni pomembno. Pomembno je, da je človek zmožen, da je dovolj elastičen, da lahko vstopa v najrazličnejše simbolne prostore in da lahko v njih tudi vztraja. Do tega bomo še prišli, ko bomo pojasnili, zakaj je tisto tam zgoraj z rdečo obkroženo. Ampak to bomo govorili drugič. Zakaj lahko človek vztraja tudi v takih simbolnih prostorih, ki mu škodijo, ki mu povzročajo stres, ki ga poškodujejo, ki mu ne prinašajo niti zadovoljstva, kaj šele sreče. Zakaj lahko človek vztraja tudi v takih medsebojnih odnosih, ki ga vedno znova frustrirajo, spravljajo v stres, v katerih je vedno znova marginaliziran, v katerih ga ne upoštevajo, v katerih ima občutke, da je manj vreden. Zakaj lahko človek v takih svetovih vztraja? Seveda ni nujno, da vsi vselej vztrajajo. Če ne vztrajajo, toliko bolje, jih pač zapustijo, a ne? Nas bolj zanima, zakaj ljudje lahko vztrajajo, tudi takrat, ko jim je to v škodo. In seveda na tej ravni zopet vidimo, zakaj so prekratki razni nasveti, ki jih dobivajo ljudje, da bi premagali stres in tako naprej. Zato, ker je stres del simbolnega prostora, v katerem človek živi. Stres ni v človeku. Seveda
so poškodbe na celični ravni in biokemiji in tako dalje, pa organi so prizadeti. Že, ampak najprej razvojno vzeto je stres v okolju. Stres generirajo medsebojni odnosi. Ne generira stresa človek sam sebi. Kar pomeni, da so nasveti prekratki. Kajti, dokler človek vztraja v takem simbolnem svetu, je pričakovati, da ne bo pod stresom enako, kot če pričakujete od nekoga, ki bo skočil v Blejsko jezero, da se ne bo zmočil. Seveda, hrbtna plat, ki nam jo artikulira teorija subjekta, pa je, da človek, tako kot je vstopil v tak simbolni prostor, iz njega lahko tudi izstopi. Ni nujno, da to naredi zlahka, seveda. Včasih, zlasti za otroka, to velja. Otrok ne more kar odkorakati svoje družine, kam pa bo šel. Včasih je to nemogoče narediti. Včasih je narediti težko, ampak včasih je pa mogoče. Nas zanima princip. Se pravi, da bi se človek znebil travmatiziranosti, stresa, se mora konstituirati kot subjekt. In zdaj se spet vrnemo k temu človeku, ki se je odločil, da gre k dobremu psihoanalitiku. Ta človek se je odločil ne samo, da bo nekaj spremenil v svojem življenju, da bo nekaj naredil, da se to itak že počne že dolgo časa. Ta človek se je verjetno nezavedno odločil, da v takem simbolnem prostoru, v katerem živi nekaj let, že morda, pa še več, ne želi več živeti. Da želi iz tega simbolnega sveta izstopiti. Seveda je to izjemno zahtevna naloga. Veliko bolj enostavno je človeku predlagati, ne vem, dieto, telesne vaje ali pa malo vaj iz čuječnosti ali pa dovolj spanja. Ker včasih deluje, največkrat pa ne. Neprimerno težje je izstopiti iz simbolnega prostora. Zakaj? Zato, ker v simbolnem prostoru praviloma ni človek sam, ampak so še drugi. So še drugi ljudje, družina, prijatelji, sorodniki, ne veš, mož, žena, se ni pomembno. Ne? Človek, ki hoče izstopiti iz simbolnega sveta, pravzaprav sporoča tudi ljudem okrog sebe. Ne želim več imeti enakih odnosov z vami, kot sem jih imel v zadnjem času in ki me poškodujejo. In drugi ljudje lahko rečejo, ja pa kaj, mi pa hočemo še naprej imeti enake odnose s tabo. To je resen problem. Zato je tako težko premagovati stres, travmatiziranost in lastno poškodovanost. Ker, kot sem pa ji pokazal v naslovu tele knjigice, ni se začelo s teboj. In nisi sam sebi povzročil vseh teh poškodb. So še drugi asistirali. In ni nujno, lahko da je, kdaj tako, ni pa nujno, da so drugi ljudje zainteresirani spremeniti simbolna okolja, ki jih ustvarjajo skozi medsebojne odnose. Toliko za danes. Čas nam je potekel. Kaj bomo govorili naslednjič, sem že nakazal. Jaz se vam zahvaljujem za potrpežljivost in da ste bili 1,5 ure v simbolnem svetu, ki sem ga poskušal artikulirati. Iz tega simbolnega sveta boste zdaj izstopili, odšli boste v figurativno, seveda, simbolno, v svoje simbolne svetove, v katerih sicer živite, in če ste tam srečni in zadovoljni, vam seveda želim, da ste srečni in zadovoljni še naprej. Če pa je tam kaj trpljenja, je pa seveda na mestu vprašanje, kdaj se nameravam zares dokončno odločiti, da tega trpljenja ne bom več prenašal. Hvala lepa.
A je možno kakšno vprašanje? Je. A veste kaj, jaz bi samo vprašala, tem, ko ste govorili, da se nekako lahko čustveno vedenje prenaša preko jezika. In če sem prav razumela, tudi deloma preko gena, ste rekli. Vgrajuje se, ja, v Na genom. nek način je potem depresija lahko tako nekako na hitro rečeno, v narekovaju, da ne bom zgrešila, do določene mere tedna. Na hitro in do določene mere, ja, se prenaša, samo ne tako, kot so do zdaj mislili genetiki in psihiatri, ampak se prenaša kot način, ali pa, bi rekel, prenaša se kot način, kako človek oblikuje svojo eksistenco. Kako se ontološko pozicionira znotraj svoje eksistence, kako jo doživlja, se pravi, kakšna so njegova torej kakšna so njegova izhodišča, in kako močno doživlja določene stvari v svojem življenju, recimo, kot sem prej rekel, kako hitro se otrok, na primer, lahko čustveno zlomi, nekateri so rezilientni in dolgo časa vzdržijo, drugi pa se zelo hitro zlomijo. Tako da ja, se strinjam, na kratko rečeno, sodobna epigenetika dokazuje, da se nekatere izkušnje očitno na ta način prenašajo iz generacije v generacijo. Da se v življenju ene generacije, recimo mojega starega očeta, se je njegov genom, recimo, da je živel 75 let, se je njegov genom pri določenih sekvencah zaradi njegovega načina življenja se je spremenil, na primer, kot da bi se zgodile mutacije, in to se lahko prenaša potem, te sekvence, mutirane, spremenjene, strukturne spremembe se lahko prenašajo naprej in recimo vnuki, pravnuki lahko to dobijo kot dediščino. Hvala. Prosim. Je še kakšno vprašanje? Okej, če ne, potem še enkrat hvala lepa, do naslednjič. Enako, nasvidenje. Ja.